Moje ime je Suzana Košenina. Zaposlena sem na zdravstveni fakulteti. 12 let že se vozim z avtomobilom vsako jutro. Moram vstajati kar zgodaj, zato da se izognem gneči na avtocesti in da se v miru pripeljem do svojega delovnega mesta. Vozim se približno 20 do 30 minut. Tudi domov se vozim z avtomobilom in ravno tako moram kar malo popaziti, da grem prav čas iz Ljubljane, da spet ne padem v tisto veliko gnečo, ki predstavlja kar velik stres za nas vozače. Moje potovanje dejansko z avtobusom je zelo oteženo, zato ker avtobusna postaja je kar pol ure stran peš od mojega doma. In tudi v Ljubljano, ko se pripelješ na glavno avtobusno postajo, do fakultete je še dodatne pol ure. Ljubljanska urbana regija je skupaj z glavnim mestom prometno najbolj obremenjen del Slovenije. Ocenjuje se, da okrog 120 tisoč ljudi vsak dan ob delovnikih potuje v Ljubljano in nazaj, kar pomeni približno 100 tisoč prevozov. In večina teh prevozov, več kot 3/4, se dogaja z avtomobilom. Posledice so kar velike, jih občutimo vsak dan. Gneča, hrup, onesnaževanje okolja, zraka, iskanje parkirnih mest. In seveda želja je v okviru Smart Move projekta in tudi drugače, da bi te stvari čim bolj izboljšali, da bi te zastoje in prekomerne vplive zmanjšali. Za skupne prevoze sem izvedela iz medijev in ker sem se zelo hitro prijavila, sem bila tudi izbrana, česar sem bila zelo vesela, ker sem točno vedela, da mi ne bo potrebno več stati v kolonah. Običajna vožnja je res povzročala precej stresa, se pravi vožnja z avtomobilom, s kombijem pa je bilo to precej elegantno. Ni bilo treba ne razmišljati, ne paziti na promet. Skratka, lahko smo ali poklepetali, odgovorili na kak mail ali malo podremali. Včasih se nasmejali, včasih smo bili preprosto tiho. Skratka, bilo je prijetno, tudi ko sem prišla domov, sem šla na vrt, ali sem se lahko usedla kar na kolo in odpeljala. Lahko si bil prav nekako sproščen in zadovoljen. Vsekakor je pa tudi zelo dober občutek, ker skrbimo za naše okolje. Tudi tle na fakulteti se ukvarjamo z manjšanjem emisij CO2 in da sem sama sodelovala v takem projektu, mi je res veliko veselje.